Transparentnosti javnega zdravstva, tako je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan označil zakon o digitalizaciji zdravstva, ki so ga imeli danes na mizi poslanci. Vsi naši podatki o zdravju bodo v digitalni obliki zbrani na enem mestu v tako imenovanem e-kartonu. Praksa nošenja papirjev in izvidov naj bi se končala. Zakon so poslanci brez glasu proti poslali v nadaljnjo obravnavo. V SDS-u in NSI-ju so bili pri glasovanju vzdržani. Zaživel naj bi prihodnje leto, za popolno digitalizacijo sistema pa naj bi na to potrebovali še 2 leti. Žiga Bonča. Vsi vaši zdravstveni podatki zbrani na enem mestu in vam na voljo. Še pomembneje, tako ministrstvo uvaja se revizijska sled. Razvidno bo namreč, kdo je vnašal, spreminjal in pregledoval vaše podatke. Podatki so danes razpršeni med 3 velikimi bazami, ki medsebojno niso poenotene, še manj niso povezane. Obljubljajo, da bodo zdravstveni delavci do občutljivih podatkov, denimo s področja psihiatrije ali ginekologije, lahko dostopali le, če bodo imeli dovoljenje pacienta. Nov sistem pa naj bi sicer razbremenil tudi zdravnike. Kakšen bo neposreden vpliv na čakalne vrste, priznam, da nismo nikoli preračunavali. Zračunali pa smo, da bo zdravnik imel na razpolago, če bo to seveda se tudi naučil uporabljati takojšnje podatke, ne bo potrebno uvodno, kaj gospod ste vi že imeli za ene energije, kakšne so vaši kronične bolezni. Vsaj nekaj minut bi lahko pri vsakem pregledu prihranili na ta način. Zakon ima zagotovljeno koalicijsko podporo. SDS skrbi predvsem varnost osebnih podatkov, moti jih tudi časovnica, spremembe naj bi se uveljavljale postopoma, vse pa naj bi zaživele do leta 2026. V zakonu je rečeno, novorojenci, ki se bodo rodili zdaj v tem obdobju do uveljavitve zakona, bodo celo za njih bo to veljalo šele z 1. januarjem 2027, se pravi, da ta vlada tudi na nek način beži od odgovornosti, se pravi revitalizacije tega zdravstvenega sistema, kar takrat do leta 2027 je vprašanje, če bo isti akterji še vedno na oblasti. Zakon ponovno ločuje izvajalce. Mislim, da je nesprejemljivo to, da zasebnik ne more pogledati v informacijski sistem in pregledati, kakšno diagnozo nek pacient ima. Gre za napačno branje zakona, NSI-ju odgovarja ministrstvo. Tudi zasebniki se bodo morali, če bodo sploh želeli delati v zdravstveni dejavnosti, priključiti na to isto hrbtenico zdravja, na nacionalni e-karton. Predlog zakona predvideva ustanovitev gospodarske družbe, ki bo v lasti države in bo skrbela za nemoteno delovanje sistema. Predlog pa ni usklajen z informacijsko pooblaščenko, do zakona se bo opredelila sredi julija. Kakšne pa bodo posledice preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za državni proračun? Odgovore so na seji Komisije za nadzor javnih financ zahtevali poslanci Nove Slovenije, ker v vladnem predlogu zakona finančnih izračunov ni. Da bo prihodnje leto zmanjkalo 94 milijonov evrov, ocenjuje Zavod za zdravstveno zavarovanje, kjer bo s 1. januarjem zbiral nov obvezni prispevek. Primanjkljaj bo kril proračun, sredstva za zagotovljena pa zatrjuje finančni minister Urša Vrečar. Vedno se govori o proračunu. Kot da to tam neka luknja, katero kar prihaja denar. In rečemo, ljudje bodo zdaj naprej plačevali samo 35 evrov, do pa polni proračun. Te isti ljudje. Kot država imamo omejene finančne vire in prilive in v tem kontekstu, še enkrat, vlada je jasno postavila, kaj je prioriteta. Prva prioriteta je zdravstvo. Od novega leta ni treba več doplačevati za zdravljenje koreninskih kanalov pri zobozdravniku, a ti opozarjajo, da stroški tega zdravljenja bistveno presegajo znesek, ki ga dobijo od zavarovalnice. Po njihovem mnenju trenutni sistem plačevanja teh storitev podaljšuje čakalne dobe in paciente pošilja k zasebnikom, tudi v tujino, predvsem na Hrvaško. V znak protesta bodo zato paciente odslej pošiljali k specialistom, če pa to ne bo zaleglo, bodo stavkali. Na zdravstveni zavarovalnici odgovarjajo, da povračila za zdravljenje koreninskih kanalov niso prenizka, saj da predstavljajo od 85 do 90% samoplačniške cene. Urška Šestan. To je potrebna oprema, ki jo zobozdravnik na primarni ravni potrebuje za zdravljenje koreninskih kanalov. Materialni stroški so podobni znesku, ki ga za to storitev dobijo od zavarovalnice, opozarjajo. Kje so pa še plače, kje je amortizacija, kje so ostali stroški ordinacije, ne? V timu pa je zobozdravnik, zobna asistentka in nek tehnični spremljevalni kader v tej storitvi.
Torej, bi delali zastonj. Na ZZZS odgovarjajo, da so zobozdravniki v materialne stroške všteli celo najemnino in da je znesek, ki jim ga povrnejo, blizu javno objavljenih samoplačniških cen za to vrstno zdravljenje pri 16 izvajalcih primarne ravni. In trdimo oziroma ugotavljamo, da so te cene približno 85 do 90% cen, tržnih cen. Ključen namen je zagotoviti te osnovne storitve, ki so pomembne za zdravje pacienta na primarnem nivoju in brez doplačil. Do novega leta so namreč lahko primarni zobozdravniki pacientom za endodontske storitve zaračunavali doplačila, ki pa jih je ZZZS prepovedal. Z gotovostjo mi lahko danes trdimo, da so doplačila v zobozdravstvu tisti in edini korektiv, ki je ohranil do sedaj javno zobozdravstveno mrežo. Mi vemo, da tudi v državah ta doplačila funkcionirajo in omogočajo dostopnost pacientu do dobre, kvalitetne in hitre storitve. Ukinitev doplačil in nezadostno plačilo ZZZS-ja bosta po njihovem mnenju zmanjšala dostopnost do teh storitev. Vse srednje težke bomo odslej pošiljali na sekundarno raven. Tam pa so čakalne dobe nedopustno dolge, v povprečju 2 leti in več. Zato se Slovenci vse pogosteje odpravijo na Hrvaško in nato od ZZZS, če so imeli napotnico, zahtevajo povračilo denarja, kar omogoča evropska direktiva. Ko storitev plačajo, morajo vzeti tudi medicinsko dokumentacijo in to dokumentacijo mi pogledamo s našim zdravnikom in tudi potrdimo, da gre dejansko za specialistično storitev. V zadnjih letih se je na zdravljenje koreninskih kanalov v tujino z napotnico odpravilo med 200 in 300 oseb. Hrvaški kolegi nas kontaktirajo, da jim naj pošiljamo paciente in nam bojo dajali provizije. Ne želimo postati agencija za domače paciente, pravijo zobozdravniki, ki zahtevajo od 100 do 150% zvišanje cen, ki jih za njihove storitve krije ZZZS. Sicer bodo oktobra stavkali. Ideja